Matej, ti si v bistvu z nami zdaj že mentor že za 5. generacijo SP startupov. Kako v bistvu vidiš razvoj tega programa? Kaj opažaš zdaj v teh 5 generacijah? Kaj se dogaja? Zdaj v tej 5. generaciji se je pokazalo, da tisto, kar je na začetku planirano, nek tak transition od 5.2 SK50 oziroma zdaj 75 na 200, dejansko zares dela. Verjetno sta dva razloga. Eno je, ker smo potvikali te programe na tak način, da je zdaj res zelo logično, hkrati je pa toliko startupov šlo skozi in oni se izmenjujejo izkušnje in zdaj vidijo to kot naraven proces in gre zelo v redu zdaj skozi to. Koliko se je na začetku zamislil, zdaj dejansko dela na ta način. Torej, ne vem, če te kdo vpraša, a v slovenskem ekosistemu je dovolj sredstev za early stage startups? Absolutno, ja. Pa poleg tega, da gre lepo transition od 5.2 na 75 na 200, imamo tudi z večino že debate, kako iz 75 pa z 200 naprej v nek eksterni akcelerator v tujini, ker tudi te izklopi je veliko in se vse to deli med startups. Pred kratkim smo v bistvu izdali eno zbirno infografiko razvoja slovenskega ekosistema v zadnjem letu in pol. Naslov te infografike, ki je tudi hkrati naša vizija, je Slovenija dežela startupov. Kako ti vidiš? Smo dežela startupov? Smo že tam, kjer naj bi bili? Če vzamemo samo ozko gledano startupe pa startup ekosistem, imamo to že zelo dobro urejeno. Zdaj treba pogledati malo širše, obstoječe velike organizacije, koliko so se one približali temu, oziroma koliko se pozintegrirali in dejansko smo tudi tukaj na pravi poti. Veliko se dogaja s korporativnimi pospeševalniki, za startupi znotraj velikih podjetij, tukaj se že kar veliko dogaja. Je pa še ena zanimiva zgodba, jaz sem v enem delovni skupini na GZS-ju, kjer je padel in predlog konkretno od stanovnika Špice, rekel, top 1000 podjetij slovenskih bi mogli na nek način posvojiti, podpreti vsak po 3 startupe, imam kar nekaj 3000 startupov in jaz sem tako gledal, je bilo večje omizje, kakšna bo reakcija, ko so bile večje firme in je bilo tako zelo pozitivno sprejeto. In zdaj, če je trenutno taka klima, da taki predlogi pridejo na plodna tla, potem je zadeva po moje zelo na ta pravi strani.